Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat je pred nami pravljica o prikupnem Ježku Snežku, ki ga prav zagotovo že poznate. Namreč Ježek Snežek kot knjižni junak nastopa v poučnih zgodbah, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni! Otroci, ali veste, kdaj je kopanje varno? Kopanje je varno takrat, ko neizmerno uživamo v čofotanju, plavanju in igri v vodi, a hkrati pazimo nase. Z upoštevanjem nekaj pomembnih pravil se lep dan ob vodi ne bo spremenil v nesrečo. Za varnost na urejenem kopališču skrbi reševalec iz vode, mi pa moramo upoštevati kopališke znake, ki nam povedo, kaj je na kopališču dovoljeno in kaj prepovedano. Najpomembnejše pravilo, ki si ga morate zapomniti, otroci, pa je, da nikoli ne greste v vodo, ne da bi o tem obvestili odrasle. V tokratni zgodbi nas bo Ježek Snežek poučil o varnem kopanju. Zgodbo Ježek Snežek in varno kopanje je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije Ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl, za izdelavo plišastega knjižnega junaka pa Lutkovno gledališče Frufru. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Ježek Snežek in varno kopanje. Ko je zjutraj čas, da vstanem, me Ježek Snežek vedno nežno požgečka pod nosom. Tudi danes ni nič drugače, čeprav je sobota, ko bi lahko spal dlje. Odrinem ga in se pokrijem čez glavo. Prav, pa spi naprej. Sem mislil, da greš z nami, reče Ježek Snežek in odide iz sobe. V tistem trenutku se spomnim, kam gremo. Skočim iz postelje in že sem v kuhinji, kjer mami pripravlja zajtrk. Na bazen gremo, veselo zavpijem. Mami se nasmehne in pravi: z nami gre tudi Miša. Juhu! Miša je moja sestrična, povem Ježku Snežku. Ne znaš še plavati brez rokavčkov, jaz pa jih ne potrebujem več. Zato moraš biti pri plavanju še bolj previden, me posvari Ježek Snežek. Ah, ti pa res povsod vidiš samo nevarnost. Zamahnem z roko. Ne skrbi, vse bo v redu. Med vožnjo na kopališče se z Mišo pogovarjava. Veš, moj Ježek Snežek je zelo pameten. Ob vsaki nesreči se znajde in velikokrat mi je že pomagal. Ga pohvalim. Ampak včasih ga preveč skrbi. Kaj pa se nam lahko zgodi na bazenu na tak sončen dan? Ni vse odvisno samo od vremena, se oglasi Ježek Snežek. Od česa pa? Vpraša Miša. Predvsem od tega, kako se na kopališču obnašaš, odvrne.
Za otroke je pomembno, da ne gredo v vodo, ne da bi povedali odraslim. Nič lažjega kot to, si mislim. Ko pa pridemo na kopališče, trenutku na vse pozabim. Vidim samo tobogane in vodna igrala. Mišo primem za roko in skupaj stečeva v vodo. Au! Zavpije Mišo. Na ježka sem stopila. Saj v bazenu ni ježkov, se ji smejim. Takrat pa iz vode pokuka Ježek Snežek. O, nate sva pa čisto pozabila, se ga razveselim. In na starše tudi, reče in pokaže proti mami in atiju, ki naju kličeta. Ojoj, z Mišo sva šla v vodo, ne da bi jima povedala. Miša ne sme v vodo brez rokavčkov, zakliče ati. Ampak tukaj je voda čisto nizka, mu ugovarjam. Saj veš, da nesreča nikoli ne počiva, mi odgovori in Miši nadene rokavčke. Vrnemo se v bazen in se igramo z žogo. Zakaj nas tisti stric ves čas gleda? Vprašam Ježka Snežka. Mogoče še ni videl ježa plavati, ugiba Miša. Ježek Snežek se nasmehne. To je reševalec iz vode. Njegova služba je, da nas opazuje. Zakaj pa? Vpraša Miša. Da se nam in drugim kopalcem ne bi kaj zgodilo. Če bo opazil, da je kdo v težavah, mu bo takoj priskočil na pomoč, pojasni Ježek Snežek. Pojdimo na tobogan, vzkliknem. Miša je takoj za to. Ježek Snežek pa pravi, da bi si na toboganu obrusil vse bodice. Zato bo šel raje uživati v masažni bazen. Ko z Mišo na vrhu tobogana čakava, da prideva na vrsto, se fanta za nama začneta prerivati. Enemu spodrsne in skoraj pade. Ustrašim se. Zaslišim zvok piščalke, nato pa oster glas reševalca iz vode, ki naredi red. Oddahnem si. Tudi ati je že pri naju. Vse je v redu. Z Mišo zlezeva k Ježku Snežku v masažni bazen in mu poveva, kaj se je zgodilo. No, sta videla, kako hitro lahko pride do nesreče? Reče Ježek Snežek. Še dobro, da reševalec iz vode na kopališču skrbi tudi za red. Prikimam. Čez nekaj časa predlagam. Ježek Snežek, preizkusiva, kdo skoči dlje z roba bazena. On pa me ustavi. Bi rad, da tudi tebi zapiska reševalec iz vode? Poglej, v tem bazenu je skakanje v vodo prepovedano. Obrnem se in zagledam velik prečrtan znak. Takšni znaki nam na kopališču povedo, kaj je dovoljeno in kaj ne, reče Ježek Snežek. Saj veste, kaj se zgodi na cesti, če ne upoštevamo prometnih znakov? Lahko pride do nesreče, odgovoriva z Mišo v en glas. In tako je tudi na kopališču, če ne upoštevamo kopaliških znakov, odvrne Ježek Snežek. V velikem bazenu pa skakanje v vodo ni prepovedano, hitro ugotovim. Z užitkom čofnem v vodo. O, kako velik bazen!
se navduši Miša. Igrajmo se, da smo na morju. Skakanje v morje je lahko zelo nevarno, naj jo posvari ježek Snežek. Pa veste zakaj? Jaz vem, se oglasi Miša in nama pove, kako je njena prijateljica z nogo udarila v skalo, ker je skočila v prenizko vodo. Kaj bi šele bilo, če bi skočila na glavo? Se zgrozi ježek Snežek. Zato je treba pred skokom vedno preveriti, ali je voda dovolj globoka. Kako pa? Vpraša Miša. Najbolje je tako, da vprašaš odrasle, odvrne ježek Snežek. Prinesem napihljivo blazino, ki bo naša ladja. Jaz bom kapitan, rečem, vidva pa mornarja. Mornar ježek Snežek takoj pove, da v daljavi vidi temne oblake. Vpraša me, ali je pametno, da izplujemo na morje. Odkimam. Dobra odločitev, zadovoljno reče. Kadar se bliža nevihta, moramo čim prej iz vode. Ko nevihta mine, se z Mišo vkrcava na ladjo, ki jo poganja ježek Snežek. Delfina na obzorju, zakličem, ko vidim proti nam plavati mami in atija. Naslednjo soboto se bomo pa že kopali v morju, reče ati. Če bo vreme še vedno tako lepo, bomo imeli super počitnice. Ni vse odvisno samo od vremena, se zasmeji Miša. Od česa pa? Vpraša mami. Predvsem od tega, kako se bomo na morju obnašali, ji pojasnim. Ježek Snežek zadovoljno zaploska. Z Mišo naju spodbudi, da mami in atiju poveva, kaj vse sva se danes naučila o varnem kopanju. Otroci, nama boste pomagali? Bravo, ježek Snežek, za odlično razlago. S tvojim znanjem so se otroci lahko poučili o varnem kopanju. Najpomembneje je, da poznamo nevarnosti, s katerimi se lahko srečamo pri kopanju, upoštevamo pravila, ki veljajo na kopališčih, in poslušamo navodila odraslih. Skupaj z ježkom Snežkom vam želiva veliko znanja. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat je pred nami zgodba o prikupnem ježku Snežku, ki ga zagotovo že poznate. Namreč ježek Snežek kot knjižni junak nastopa v poučnih zgodbah, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni. Otroci, ali veste, kaj je suša? Suša je naravni pojav, pri katerem zaradi pomanjkanja dežja zemlja postane suha, rastline ne morejo rasti, živali pa težko najdejo vodo za pitje. Dolgotrajna suša lahko povzroči veliko težav v naravi in celo poveča možnost za nastanek požarov. Požari v naravi so lahko zelo nevarni, saj se zaradi suhe trave, grmičevja in dreves hitro širijo in lahko ogrozijo življenje ljudi in živali ter uničijo domove. Zato moramo biti v sušnem obdobju še posebej previdni. V tokratni zgodbi nas bo ježek Snežek podučil, kako ravnamo, če v naravi opazimo požar. Zgodbo Ježek Snežek in suša je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl,
za izdelavo plišastega knjižnega junaka pa lutkovno gledališče Frufru. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Ježek Snežek in suša. Poletje je. Dnevi so dolgi in vroči. Z Ježkom Snežkom sva na počitnicah pri babici in dedku. Na začetku sva vsak dan čofotala v bazenčku na vrtu. Zdaj pa je tega konec, ker moramo varčevati z vodo. To pomeni, da jo uporabljamo le za pitje, kuhanje, umivanje. Zakaj? Vprašam Ježka Snežka, ki mi zna vedno vse razložiti. Ker je suša, mi odvrne. Kaj je to suša? Sprašujem. Poglej okoli sebe, mi pravi. Trava se je posušila in zemlja je razpokala. Rastline na njivah so uničene, gozd za hišo pa je rjav, kot bi bila jesen. Veš, suša nastane, kadar dolgo ni močnega ali daljšega deževja. Vode, ki je pod zemljo in ki se ji reče podtalnica, že močno primanjkuje. Rastline brez vode ne morejo živeti. Če ne dobijo dovolj, se začnejo sušiti in odmrejo. Tudi ljudje in živali ne moremo brez vode. Zaskrbi me. Kdo pa bo zalil rastline? Ježek Snežek pokaže v nebo in pravi: oblaki. Pogledam gor. Ampak na nebu je le vroče sonce. Nikjer niti oblačka. Zvečer si z Ježkom Snežkom pogrneva odejo na travi. Leživa in gledava zvezde. Ena nenadoma poleti čez nebo. To je utrinek, zašepeta Ježek Snežek. Kadar vidiš utrinek in si v mislih kaj zaželiš, se to potem uresniči. Tako verjamemo mi, ježi. Zaželim si, da bi prišli oblaki in na zemljo poslali dovolj dežja za vse. Po televiziji in radiu opozarjajo, da je med sušo prepovedano kurjenje ognja v naravi zaradi velike požarne ogroženosti. Kaj to pomeni? Vprašam Ježka Snežka. To pomeni, da najin taborni ogenj za zdaj odpade, odločno pove Ježek Snežek. Kako to misliš? Razočarano vprašam. Vsako poletje ga zakuriva. Babica in dedek sta vedno zraven z vedrom vode. Ježek Snežek odkima. Ne bi nič pomagalo. Pri taki suši že najmanjša iskrica bliskovito zaneti požar. Požar? Misliš tisto rumeno zver z rdečimi očmi, ki je lani ustrahovala naš blok? Živijo takšne zveri tudi v naravi? O, seveda, mi pritrdi Ježek Snežek. V naravi zrastajo še mnogo večje in lahko pogoltnejo cel gozd. Njihova priljubljena hrana so suhe rastline, teh pa zdaj ne primanjkuje, kaj ne? Postane me strah. Čez nekaj dni se nad gozdom pojavi črn dim. Dedek priteče v hišo in vidim ga, ko pokliče na številko 112. Vem, da se na to številko sporoči, ko se zgodi nesreča. Slišim, kako razlaga, da je del gozda blizu nas zagorel. Nekdo je kljub prepovedi zakuril veje. Rumena zver z rdečimi očmi je res prišla. Z Ježkom Snežkom gledava, kako drvijo mimo gasilci z vozili, polnimi vode. Seveda, rumena zver z rdečimi očmi sovraži vodo. Kako nenavadno, pomislim.
Rastline in mi pa vodo nujno potrebujemo za preživetje. Nečesa se domislim. Zvečer gledam nočno nebo. Babica me kliče noter. Pozno je, moram spat. Samo še malo. V tistem trenutku zasveti utrinek. Zaželim si, da bi oblaki, ki so na poti in tudi k nam prinašajo vodo za žejne rastline, prinesli še več vode, da bi z njo premagali rumeno zver z rdečimi očmi. Utrinek ugasne. Naslednji dan se dim razširi. Ježek Snežek odide na pomoč živalim v gozdu, jaz pa gledam v nebo in čakam oblake. Namesto njih zagledam helikopter. Zviška zliva vodo na rumeno zver z rdečimi očmi in tako pomaga gasilcem na tleh. Vse to se mi zdi zelo razborljivo. Toda babica in dedek mi zvečer povesta, da se je požar preveč približal in smo v nevarnosti. Mamica in očka bosta prišla, da nas odpeljeta na varno, domov. Zajokam. Rumena zver z rdečimi očmi nas je premagala. In Ježek Snežek me je zapustil, ravno ko ga najbolj potrebujem. Pa tudi oblaki sploh niso prišli. Babica me spravi spat. Pododajo jokam in smrkam. Potem pa se odprejo vrata. Pokukam, kdo je. Moj Ježek Snežek. Od veselja skočim s postelje. Vrnil si se. Objamem ga, on pa hiti razlagat. Rešeni smo. Gasilci so ustavili požar. Pa veš kako? Na pomoč so jim prišli oblaki. Oblaki? Res dežuje? Že sem pri oknu. Temno je, nič ne vidim. Ježek Snežek mi šepne. Poslušaj. Zaslišim šumenje. Odpreva okno in na najine dlani se vsujejo debele dežne kaplje. Dežuje, dokler rumena zver z rdečimi očmi ne ugasne. In dežuje, dokler se rastline ne napijejo vode. Dežuje ves dan in vso noč. Potem se težki sivi oblaki spremenijo v bele puhaste oblačke. Razkropijo se in izginejo tako skrivnostno, kot so se pojavili. Danes z Ježkom Snežkom ne čofotava v bazenčku na vrtu, ampak po lužah okoli hiše. Obula sva škornje. Kdo bo skočil tako, da bo bolj poškropil drugega? Potem se spomnim in vprašam Ježka Snežka. Misliš, da so oblaki res prišli zato, ker si se jaz tako želel, ali pa so bili že prej namenjeni sem? Ježek Snežek se nasmehne in pravi. Povedal sem ti, kaj verjamemo ježi. Kaj pa ti misliš? Bravo, Ježek Snežek, za umirjenost in odlično razlago. S tvojim znanjem so se otroci lahko naučili, kako pravilno ravnamo ob požaru v naravi. Najpomembneje je, da ostanemo kar se da mirni, brez panike, da poslušamo in upoštevamo navodila odrasle osebe, ter se čim prej umaknemo na varno. Z odgovornim ravnanjem lahko vsak izmed nas pomaga zaščititi naravo in preprečiti nevarnost. Skupaj z Ježkom Snežkom vam želiva veliko znanja. Bravo, Ježek Snežek. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat je pred nami pravljica o prikupnem Ježku Snežku, ki ga morda že poznate.
Namreč Ježek Snežek kot knjižni junak nastopa v poučnih zgodbah, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni. Otroci, ali veste, kaj so poplave? Poplave so naraven pojav, pri katerem se v obilnih padavinah narasle vode razlijejo iz strug in zalijejo hiše in okolje. Poplave sodijo med najpogostejše naravne nesreče, ki lahko prizadenejo veliko ljudi. Poplave je težko preprečiti, lahko pa se nanje že vnaprej pripravimo. V tokratni zgodbi nas bo Ježek Snežek podučil, kako pravilno ravnamo v poplavi. Zgodbo Ježek Snežek in poplava je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije Ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl, za izdelavo plišastega knjižnega junaka pa Lutkovno gledališče Frufru. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Ježek Snežek in poplava. Grr, bum, hju, tresk. Useka strela z neba tako glasno, da ves razred poskoči. Vsi se zazremo skozi okna. Zunaj padajo debele kaplje tako hitro, da jim ne morem slediti. Lije kot iz škafa, bi rekla moja babi. Kdo ve, kaj so to naravne nesreče? Povzdigne glas učitelj, da bi preglasil grmenje. Ne poslušam ga. Ne počutim se dobro. Glava me boli. Naslonim se na mizo in gledam, kako dežuje. Tako je. Naravne nesreče so tiste nesreče, ki jih povzroči narava. Katere naravne nesreče pa poznate? Spet slišim učitelja. Zdi se mi, da njegov glas prihaja iz oddaljenega kota. Kako črno je nebo, pomislim. Še nikoli prej ni bilo takšno. Učitelj pohvali sošolko in skupaj z otroki ponovi. Naravne nesreče so potres, zemeljski plaz, snežni plaz, suša, toča, žled, poplava, poplava, poplava. Obrnem se in pogledam učitelja. Kaj se dogaja? Zakaj kot pokvarjen radio ponavlja poplava, poplava, poplava? Zunaj se zasliši hrup, kričanje. Pogledam skozi okno. Zaradi dežja je reka tako narasla, da se je razlila po travniku. Blatna, polna vejevja in izruvanih debel kipi od silne moči. Običajno se le leno vleče po strugi, danes pa hoče prehiteti samo sebe. Preskoči most in podivja. Za travnikom doseže cesto in hiše. Dere po ulicah in dira v hiše. Ne trka in ne zvoni. Ne umika se in se ne ustavlja. Vse, kar je na poti, vzame sabo. Smetnjake in avtomobile pograbi z enako lahkoto. Strah me je. Obrnem se proti učitelju, ki kriči: Poplava! 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 Ko obupano zajavka: Vsi bomo utonili! Je ves razred v trenutku na nogah. Otroci planejo k vratom in oknom, jočejo in vrščijo.
Prerivajo se in v zmedi se razbije šipa. Sošolec se hudo poreže. Nekaj fantov skoči na dvorišče. Voda ne ve, da so le otroci. Pograbi jih brezbrižno, tako kot vse, kar je na poti. Izginejo za vogalom. Pod nogami začutim mokroto. Šola se strese, ko se do konca razbesnela reka zažene v njene zidove. Takrat zaslišim, da me nekdo kliče. Zbudim se. Učitelj me rahlo stresa za ramo in izgovarja moje ime. Krmežljavo pogledam naokoli. Vsi me gledajo in se hihitajo. V resnici sploh ni poplave. Zunaj je celo nehalo deževati in oblaki se trgajo. Samo sanjalo se mi je. Au. Glava me pa še vedno boli. Učitelj mi položi dlan na čelo in reče: "Saj si čisto vroč." Povem mu, da sem tako zelo utrujen. Mami in oči prideta pome še pred koncem pouka in me odpeljeta naravnost k zdravnici. Pregleda me in reče, da bom kmalu spet zdrav, če bom pridno počival, pil veliko tekočine in jedel hrano z veliko vitamini. Ubogal jo bom, ker mi je na roko odtisnila sličico pogumnega leva. Doma me mami spravi v posteljo. Moj najboljši prijatelj Ježek Snežek zleze k meni. Nočem, da bi še on zbolel, a pravi, da se ježi ne morejo ničesar nalesti od ljudi. Naslednji dan, ko se počutim bolje, mu povem, kako sem v šoli sanjal o poplavi. Posluša me in zmajuje z glavo. Na koncu pravi: "Veš, v sanjah ste ravnali ravno obratno, kot bi morali, če bi hoteli biti varni pred naraslo reko." Začudeno ga vprašam: "Kako bi bilo pa prav?" Ježek Snežek, ki vse ve in mi vedno zna vse razložiti, se uleže na mehko blazino in začne pripovedovati. Pri vsaki nesreči, tudi pri poplavi, je najpomembneje, da ostaneš miren. Tako se veliko lažje spomniš, kaj moraš narediti, da se boš pravilno zavaroval. V tvojih sanjah so otroci lezli skozi okna, zato jih je reka odnesla. Veš, s pobesnelo reko se ne more nihče kosati. Niti ti ne. Niti jaz ne. Zato je največ, kar lahko storiš, to, da se je umakneš s poti. Kam pa? Čim višje. Zgornje nadstropje hiše ali na hrib, če si zunaj. In potem? Počakaš tam in pokličeš pomoč. Katera je že tista telefonska številka za klic v sili? 112, sej veš. Malo me hecaš, a ne? Ne, samo preverjam, ali jo še znaš na pamet. Veš, medtem ko si ti spal za šolsko mizo in sanjal, je učitelj vse to razložil tvojim sošolkam in sošolcem. Res? V sanjah je bilo videti, kot da nima pojma o tem, da se moraš pred poplavo umakniti čim više. Ah, ne. Vse dobro ve, saj sem ga poslušal. Rekel je, da bi se v poplavi vsi zbrali in mirno odšli v zgornje nadstropje. Tam bi počakali, dokler se voda ne bi umaknila. In veš, kaj je še rekel? Da boste imeli vajo, ko se vrneš v šolo. Kakšno vajo? Igrali se boste, da vam grozi poplava, in preverili, ali se znate mirno umakniti v zgornje nadstropje in tam počakati. O, to bo pa razborljivo. Zato pa zdaj zaspi, da se čim prej pozdraviš.
ti bom zapel uspavanko. Po enem tednu sem že zdrav. Oči mi vkatno toči vodo. Ježku Snežku predlagam, da bi se igrala pod mornico. Ampak on ne mara vode, zato sede na omaro čim dlje od nje. Kaj pa, če bi prišla poplava? Ga vprašam in razburkam vodo v kadi, da šprica po vsej kopalnici. Ježek Snežek se zasmeji in odvrne: mene že ne bi dosegla, ker sedim tako visoko. Bravo, Ježek Snežek, za umirjenost in odlično razlago. S tvojim znanjem so se otroci lahko naučili, kako ustrezno in pravilno ravnamo v poplavi. Najpomembneje pa je, da ostanemo kar se da mirni, brez panike, ter da poslušamo in upoštevamo navodila odrasle osebe. Skupaj z Ježkom Snežkom vam želiva veliko znanja. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat je pred nami pravljica o prikupnem Ježku Snežku, ki ga zagotovo že poznate. Namreč Ježek Snežek kot knjižni junak nastopa v poučnih zgodbah, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni. Otroci, ali veste, kaj pomeni beseda evakuacija? Evakuacija je hiter, a miren umik na varno, kadar se zgodi nesreča, ki ogroža stavbo ali območje, kjer se nahajamo. Ko zaslišimo sireno ali alarm, je zelo pomembno, da ostanemo mirni, poslušamo odrasle, ne tečemo in se ne prerivamo, ter da se po najhitrejši varni poti umaknemo na zbirno mesto. Evakuacijska pot je narisana v načrtu evakuacije in je označena z znaki, ki kažejo smer evakuacije do zbirnega mesta, kjer smo na varnem. Z evakuacijo poskrbimo za svojo varnost ter varnost tistih, ki takrat potrebujejo pomoč, na primer otrok, starejših in invalidov. V tokratni zgodbi nas bo Ježek Snežek naučil, kako izdelamo in preizkusimo načrt evakuacije. Zgodbo Ježek Snežek in evakuacija je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije Ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl, za izdelavo plišastega knjižnega junaka pa lutkovno gledališče Frufru. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Ježek Snežek in evakuacija. Danes smo dobili zanimivo domačo nalogo. Narisati in preizkusiti moramo načrt evakuacije iz svojega doma. Učiteljica je rekla, naj nam pri tem pomagajo odrasli. Takoj sem pomislil na svojega Ježka Snežka. Je čisto odrasel jež, pa še vse ve o tem, kako ravnamo ob nesrečah. Zagotovo mi bo znal pomagati. Tako se veselim, da tečem vso pot domov. Zasopihano planem skozi vrata. Vse svoje stvari vržem na tla in stečem sobo k Ježku Snežku. Narediti morava načrt, mu navdušeno povem.
Iz predala potegnem prazen list papirja. Kakšen načrt? Radovedno vpraša Ježek Snežek. Načrt, no. Kako se mu že reče? Ne morem se spomniti tiste težke besede, mu odgovorim. Vem samo, da mi ob njej vedno pride na misel naša soseda Eva. Misliš načrt evakuacije? Ugiba Ježek Snežek. Ja, se razveselim. Potem pa ga vprašam. Kaj pa sploh je to evakuacija? Ima res kaj skupnega s sosedo Evo? Mogoče pa res? Pomisli Ježek Snežek. Se spomniš, ko je lani zagorelo v njenem stanovanju? Seveda se spomnim. Tako me je bilo strah. Takrat smo se vsi umaknili ven na varno. Temu umiku na varno z eno besedo lahko rečeš tudi evakuacija. Pogledam prazen list papirja pred sabo. Se pravi, da bova narisala načrt, po katerem se v primeru nevarnosti umaknemo na varno? Ježek Snežek prikima. In kako se ga bova lotila? Ježek Snežek vzame barvico in nariše stanovanje, kot bi ga gledal od zgoraj. Sobe postanejo pravokotniki, ki se držijo drug drugega. Okna nariše s tanjšimi črtami. Kjer so vrata, pusti presledek. Označi tudi mesto, kjer imamo gasilni aparat. Nato se ustavi. Je načrt končan? Sem neočakan. Ne, nekaj še manjka. Uganeš kaj? Razmišljam. Ježek Snežek mi pomaga. Manjka evakuacijska pot. To je najhitrejša varna pot iz stanovanja. Jo boš narisal ti? Poda mi barvico. Iz vsake sobe do vhodnih vrat stanovanja potegnem črto. Kam pa gre evakuacijska pot od vrat naprej? Vprašam. Do označenega zbirnega mesta, mi razloži Ježek Snežek. To je varen kraj, kjer se zberemo, ko se umaknemo iz bloka. Takoj želim preizkusiti evakuacijsko pot iz svoje sobe. 3, 4, zdaj! Zdirjam na hodnik, se spotaknem ob torbo in padem. Hitro se poberem in primem zakljuko vhodnih vrat. Zaklenjena so. Kje so ključi? Nikjer jih ne najdem. Ježek Snežek me opazuje in zmaje z glavo. Naj načrt ne deluje, razočarano rečem. Načrt je že v redu, me potolaži Ježek Snežek. Ampak poglej, kako so tvoje stvari razmetane po hodniku. Ključe pobere iz mojega čevlja in pravi. Misliš, da bi jih imel čas iskati, če bi ti gorelo za petami? Odkimam. Če bi bile vse stvari na svojem mestu, bi brez težav prišel ven. Najine evakuacije še ni konec, me spomni Ježek Snežek. Odklenem vhodna vrata. Hočem v dvigalo, pa Ježek Snežek pokaže na nalepko na zidu. Slediti morava znaku za smer evakuacije. V katero smer teče beli tekač? Proti dvigalu? Spet odkimam.
Ježek Snežek mi pojasni, da se dvigalo ob nesreči lahko pokvari, zato morava uporabiti stopnice. Slediva torej belemu tekaču po stopnicah navzdol do vhodnih vrat bloka. Z vso silo jih odrinem in treščim v sosedo Evo. Potegnem jo za sabo in zdaj vsi trije sopihamo stran. Kje pa smo? Zadihano vpraša soseda Eva, ko se ustavimo. Na zbirnem mestu, reče Ježek Snežek in pokaže na znak za zbirno mesto. Zdaj smo na varnem, si oddahnem. Se je kaj zgodilo? Se začudi soseda Eva. Ne, z Ježkom Snežkom sva samo preizkusila najin načrt evakuacije, ponosno povem. Opazim, da z zbirnega mesta gledamo naravnost proti stanovanju sosede Eve. Ježek Snežek, poglej! Soseda Eva pa lahko do zbirnega mesta spleza kar skozi okno. Ježek Snežek mi pojasni, da skozi okno lahko plezamo le, kadar je tik nad tlemi, drugače se lahko poškodujemo. Lahko pa skozi okno kličemo na pomoč, predlaga soseda Eva. Še bolje je, če pomoč pokličemo po telefonu na številko 112, jo dopolnim in Ježek Snežek zadovoljno prikima. Mimo pridejo še drugi sosedi. Pripeljeta se tudi mama in oče. Vsi z zanimanjem poslušajo, ko jim razlagam o evakuaciji. Hišnik Tone predlaga, da za vsako stanovanje izdelamo načrt evakuacije in ga naslednjo nedeljo preizkusimo. Soseda Eva me prosi, ali bom pomagal narisati načrt evakuacije. Seveda, z veseljem. Težko dočakam naslednjo nedeljo. Že na vse zgodaj sem pokonci. Ježek Snežek preverja, ali je naša evakuacijska pot prosta in ali so ključi na svojem mestu. Ko zaslišim alarm, se poženem iz svoje sobe. Hočem biti prvi na zbirnem mestu, hitrejši celo od belega tekača. Ježek Snežek me spomni, da to ni tekma. Ni pomembno, kdo bo prvi. Glavno je, da vsi varno pridemo ven, zato si moramo med seboj pomagati. Mama pomaga sosedi Meti, ki ima nogo v mavcu. Oče preveri, ali naglušni sosed Silvo ve, da se je vaja evakuacije začela. Tudi jaz hočem pomagati, zato primem za roko soseda Jana, ki slabo vidi. Mirno in brez prerivanja vsi pridemo do zbirnega mesta. Navdušen sem. Hočem objeti Ježka Snežka, pa ga nikjer ne najdem. Ježek Snežek! Ježek Snežek! Čisto sem iz sebe. Potem pa ga zagledam. Prihaja z vrhanim pladnjem palačink za vse. Juhu! Vaja evakuacije je uspela. Bravo, Ježek Snežek, za umirjenost in odlično razlago. S tvojim znanjem so se otroci lahko naučili, kako izdelamo in preizkusimo načrt evakuacije. Najpomembneje je, da ostanemo kar se da mirni,
brez panike, da poslušamo in upoštevamo navodila odrasle osebe ter pravilno ravnamo. Skupaj z Ježkom Snežkom vam želiva veliko znanja. Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat je pred nami zgodba o prikupnem Ježku Snežku, ki ga zagotovo že poznate. Namreč Ježek Snežek kot knjižni junak nastopa v poučnih zgodbah, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni! Otroci, ali veste, kdaj in kako pokličemo na številko 112? To je številka, ki jo pokličemo, kadar se zgodi nesreča in potrebujemo pomoč reševalcev. Na številko 112 nikoli ne pokličemo kar tako za šalo ali ker nam je dolg čas. Ob klicu na številko 112 umirjeno povemo, kdo smo, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo, koliko je ponesrečencev in kakšno pomoč potrebujemo. V tokratni zgodbi nas bo Ježek Snežek naučil, kdaj in kako pokličemo na številko za klic v sili 112. Zgodbo Ježek Snežek in 112 je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije Ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl, za izdelavo plišastega knjižnega junaka pa lutkovno gledališče Frufru. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Ježek Snežek in 112. Živjo! Se slišiva? Tebi govorim. Ja, tebi, ki bereš mojo zgodbo. Kako se imaš? Jaz sem zelo vesel. Danes je moj rojstni dan in dobil sem telefon. Igračka je, ampak je boljši, kakor pravi. Odrasli mislijo, da se z njim ne da nikamor poklicati. Res je, da ne morem poklicati tja, kamor oni kličejo s svojimi telefoni. Lahko pa pokličem tebe. Vidiš, to je Ježek Snežek, moj najboljši prijatelj. Vedno je z mano in mi pomaga. Imaš tudi ti takega prijatelja? Poglej, cuka me za rokav. Hoče, da sem z njim. Ampak jaz se pogovarjam po telefonu. No, zdaj mi je pa splezal še na ramo in mi šepetal v uho. Počakaj, poskusil ga bom spraviti dol, da se bom lahko še malo pogovarjal s tabo. Ne gre. Drži me za uhelj. Vztrajno ponavlja, da mi lahko pokaže razburljivo igro s telefonom. Kakšno igro? Predlaga, da bi se igrali Center za obveščanje. Kaj misliš? Bova poslušala Ježka Snežka? Običajno ima dobre zamisli. Najprej naj nam razloži, kaj sploh je Center za obveščanje. Spet mi šepeta v uho. Aha, Center za obveščanje pokličeš, če se zgodi kakšna nesreča in potrebuješ pomoč reševalcev. Številka za klic v sili je 112. O, to številko pa poznam. Jo poznaš tudi ti? Končno mi je Ježek zlezel z rame. Zakaj pa zdaj vleče igrače iz omare? Igrali se bomo, da se je zgodila nesreča, pravi.
Naučil naju bo, kako se pokliče na 112. Mi že razlaga o igri. Ga slišiš? On bo operativec v centru za obveščanje, jaz pa bom s svojim novim telefonom poklical na 112. Pri tem bom potreboval tvojo pomoč. Ježek Snežek, kdo pa je operativec? To je dežurni v centru za obveščanje. Ko kdo pokliče na 112, operativec dvigne telefon, zbere podatke o nesreči in čim hitreje pokliče reševalce na pomoč. Mi pojasni. In kdo bodo reševalci v naši igri? Ježek Snežek pokaže na igrače. Medved bo gasilec, vidra potapljač, krt jamski reševalec, kozorog gorski reševalec, kuža reševalni pes in sova zdravnica. Pripravljeni so tudi gasilski in rešilni avtomobil ter helikopter. Zaslišim škripanje avtomobilskih zavor in nato krik. Z Ježkom Snežkom planeva k oknu. Na cesti pred hišo nepremično leži soseda. Iz avta skoči neznan fant. Steče k sosedi. Joka. Nikogar ni v bližini. Pogledam Ježka Snežka. Tresem se. Še nikoli nisem videl, da bi koga povozil v avto. Poklicati morava na pomoč, krikne Ježek Snežek. Spomnim se, da mame in očeta ni doma. Sam sem in tako me je strah. Jokam. Ježek Snežek me odvleče k telefonu. Pusti me, ga odrinem. Morava pomagati sosedi, vztraja. Daj, pokliči na 112. Ne znam, se cmerim. Ježek Snežek mi porine telefonsko slušalko v roke in utipka 112. Takoj se nekdo oglasi. Ježek Snežek mi skoči na ramo in mi začne šepetati v uho. Ponavljam za njim. Najprej povem svoje ime in potem, da je sosedo pred nekaj trenutki povozil avto in nujno potrebujemo zdravnika. Nato spet slišim Ježka Snežka. Pozabil si povedati, kje se je zgodila nesreča. To je zelo pomembno, zato povej točen naslov, saj znaš. Čez nekaj minut zaslišiva zavijanje siren. Z Ježkom Snežkom sva spet pri oknu. Rešilec drvi po glavni cesti. Luči se vrtijo in utripajo. Avtomobili se mu umikajo in na križišču zapelje skozi rdečo luč. Drugim avtomobilom to ni dovoljeno. Reševalci pa morajo čim prej priti do ponesrečencev. Pred našo hišo iz reševalnega vozila skoči zdravnik. Ugotovil bo, kakšne poškodbe ima soseda in ji pomagal, mi razlaga Ježek Snežek. In potem? Vprašam. Potem jo bodo odpeljali v najbližjo bolnišnico na oddelek za nujno medicinsko pomoč, mi razloži Ježek Snežek. Bo s sosedo vse v redu? Vprašam. Ježek Snežek prikima. Tudi zaradi tebe, veš, ker si tako hitro poklical na pomoč, doda. Kaj pa bo s tistim fantom? Joka, kot sem jaz malo prej. Zato, ker je v šoku, mi pojasni Ježek Snežek. Kar se je zgodilo, ga je prestrašilo in pretreslo. Od zdaj naprej bo gotovo vozil bolj previdno. Spet se zasliši zavijanje siren.
pridrvi policijski avtomobil. Zakaj pa so prišli tudi policisti? Vprašam ježka Snežka. Razloži mi, da operativec o prometni nesreči vedno obvesti tudi policiste. Ti bodo ugotovili, kako in zakaj se je nesreča zgodila. Kmalu se vrneta mama in oče. Tako sem jo vesel. Pripovedujem jima, kaj se je zgodilo in kako sem poklical na 112. Pohvalita me, da sem ravnal prav. Dolgo se pogovarjamo. Povesta mi, kako pomembno je, da ostaneš miren in da hitro in pravilno ravnaš, kadar se zgodi nesreča. Včasih s tem komu reši življenje. Živjo! Spet te kličem. Ježek Snežek je vztrajal, naj te pokličem. Sprašuje, ali zdaj veš, kdaj pokličeš na številko 112 in kaj moraš povedati. Povej na glas, da te bo slišal. Ti bom jaz pomagal. Na številko 112 pokličeš, kadar se zgodi nesreča in potrebuješ pomoč reševalcev. Operativcu v centru za obveščanje poveš, kdo si, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo, koliko je ponesrečenih in kakšno pomoč potrebuješ. Vidiš, vse se začne na črko K. Kaj pa, če bi zdaj poklicali na 112, da bi videli, ali smo si vse zapomnili? Vprašam ježka Snežka. O, kako se razjezi. Kriči, da se na to številko lahko s pravim telefonom pokliče le, kadar se zares zgodi nesreča. Dobro, no. Obljubim, da ne bom nikoli kar tako za šalo poklical na 112. Samo ne kriči mi več v uho, ježek Snežek. Lahko pa na 112 pokličemo z mojim novim telefonom in nadaljujemo našo igro. Si za? Bravo, ježek Snežek, za umirjenost in odlično razlago. S tvojim znanjem so se otroci lahko naučili, kdaj in kako pokličemo na številko za klic v sili 112. Najpomembneje je, da ostanemo kar se da mirni, brez panike, da poslušamo in upoštevamo navodila odrasle osebe ter pravilno ravnamo. Skupaj z ježkom Snežkom vam želiva veliko znanja. Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat je pred nami pravljica o prikupnem ježku Snežku, ki ga morda že poznate. Namreč ježek Snežek kot knjižni junak nastopa v poučnih zgodbah, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni! Otroci, ali veste, da je človekovo nepravilno ravnanje najpogostejši vzrok za nastanek požara? Zato je pomembno, da se naučimo pravilnega ravnanja, s katerim lahko požar preprečimo ali pa ga omejimo oziroma pogasimo. Ježek Snežek nas bo v tokratni zgodbi podučil prav o tem. Zgodbo Ježek Snežek in požar je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl, za izdelavo plišastega knjižnega junaka pa lutkovno gledališče Frufru. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Ježek Snežek in požar.
zakaj odrasli govorijo o ognju z velikim strahom, kot bi govorili o najstrašnejši pošasti? Razmišljal sem o tem in ogenj narisal kot rumeno zver z rdečimi očmi. Vedno narišem stvari, o katerih razmišljam. Tudi to sem slišal od odraslih. Če ne paziš, lahko iz plamenčka ali iskrice hitro nastane ogromen ogenj. Požar. Zato budno pazim na svojo risbo, da rumena zver z rdečimi očmi ne bi skočila iz nje in se razširila. Ježek Snežek, ki je moj najboljši prijatelj, se mi smeji. Pravi, da me bo moral ognju še veliko naučiti. Rad se igram, da sem junak. Napade me rumena zver z rdečimi očmi in jaz jo premagam. Ježek Snežek se mi spet smeji. Pravi, da narisani ogenj ni še nikogar opekel. S katerim ognjem naj se pa igram? K pravemu me ne pustijo. Ne smem k štedilniku, vžigalice in vžigalnike pa skrivajo na najvišje police. Ogenj sploh ni namenjen igri, mi razloži Ježek Snežek. Ogenj je mogočen. Treba ga je spoštovati, ne pa izzivati. Če z ognjem pravilno ravnaš, ti je lahko veliko pomoč. Kuha, greje in sveti. Če pa se pred njim junačiš, se hitro obrne proti tebi. V trenutku ti zraste čez glavo in lahko izbruhne požar. Ježek Snežek je vedno tako pameten. Tudi jaz bi bil rad takšen. Prepričal sem starše, da so me ostrigli na ježka. Lasje mi štrlijo kot ježeve bodice, glede pameti pa se ni nič spremenilo. Še vedno ne razumem, zakaj vsi zganjajo ta krom-pompom glede ognja. Potem pa ga neko noč srečam čisto od blizu. Zgodi se takole. Po noči se zbudim. Kašljam. Soba je polna dima. Ne morem dihati. Ježek Snežek me s postelje potegne na tla. Pove mi, da se dim zadržuje pod stropom, zato je pri tleh malo več zraka. Takoj morava ven iz stanovanja, na prosto. Zakaj? Kaj se dogaja? V pižami že ne grem ven. Se upiram. Ježek Snežek mi ostro reče, da ni časa. Pustiti morava obleko in stvari in bežati ven. Zdaj se Ježek Snežek odplazi do vrat in previdno potipa, ali so vroča. Niso, vzklikne. To pomeni, da za temi vrati ni ognja, mi pojasni. Lahko jih odpreva. No, zdaj pa hitro ven. Na hodniku se zaletiva v očeta in mamo. Oče me zgrabi in dvigne v naročje. Čez nos in usta mi potisne mokro krpo, da lažje zadiham. Stečemo ven na prosto. Zunaj opazim, da Ježka Snežka ni ob meni. Ježek Snežek, kje si? Ne oglasi se. Zajočem. Hočem nazaj pon. Oče me ne spusti iz naročja. Mama me miri in mi dopoveduje, da smo zunaj na varnem. Tudi z Ježkom bo gotovo vse v redu. Ne smemo v stanovanje, dokler ne pogasijo požara. Oči imam zatekle od solz in nos ves smrkal. Malo stran zagledam majhno bitje, ki nekaj kriči. Saj to je moj Ježek Snežek. Ni se izgubil. Kakšno veselje! Kriči.
Potrebujemo gasilce. Pokličite 112. Šele zdaj vidim, da nekaj oken našega bloka žari. Ostrmim. Notri se šopiri gromozanska rumena zver z rdečimi očmi. Ima 10 glav in še ji rastejo nove. Grozljiva je, veliko bolj, kot pa sem si predstavljal v domišljiji. Pridrvijo gasilska vozila, sirene tulijo in luči zavijajo. Iz vozil planejo gasilci in odvijajo cevi. Rumena zver z rdečimi očmi se od jeze še huje razplamti. Gasilci se junaško spopadajo z njo. Polivajo jo s curki vode. Nekateri ljudje skozi okna kličejo na pomoč. Gasilci jih dosežejo s svojimi dolgimi lestvami in jih spravijo ven na varno. Tudi ježek Snežek jim pomaga. Pri tem ga ušvrkne ognjeni jezik rumene zveri z rdečimi očmi. Čisto malo mu osmodi bodice, vendar se on ne ustraši. Zvije se v klopčič in se kotali, dokler ni pri meni. Zapomni si to, mi šepne v uho. Če te ujame ogenj, se moraš povaljati po tleh. To ga zaduši, veš? Oba pogledava gor. Bloku začnejo ugašati rdeče oči rumene zveri. Vidim, kako leze skupaj in izgublja moč. Nato usahne in izgine. Previdno vprašam ježka Snežka. Odkot pa se je vzela ta rumena zver z rdečimi očmi? Na tiho se bojim, da je morda pobegnila iz moje risbe. Ježek Snežek mi pove, da so pri sosedovih pristavili polnil na štedilnik in nanjo pozabili. Olje se je vžgalo in ogenj je hitro preskočil na kuhinjsko krpo, od tam na polico in naprej. Goltal je reč za rečjo, se večal in zrasel v rumeno zver s rdečimi očmi. Ko se vrnemo v stanovanje, obupno smrdi po dimu. Pri nas ni nobene škode, pri sosedovih pa je pravo pogorišče. Vse je črno. Ampak pomembno je, da smo vsi živi in zdravi, kaj ne? Mi pravi ježek Snežek. Uničene stvari nadomestimo z novimi in stene prebelimo. Zdaj razumem, zakaj se vsi tako bojijo ognja. Na risbo v rumeni zveri z rdečimi očmi sem narisal še gasilca s cevjo. Naj se le premakne, pa bo dobila vodo naravnost v obraz. Na drugem koncu papirja, daleč stran, z ježkom Snežkom leživa na travi, gledava v nebo in se brezskrbno smejiva. Zvečer prosim ježka Snežka, naj mi pove zgodbico za lahko noč. Danes si ti na vrsti, mi odvrne in smukne pod odejo. Delam se zaspanega. Čez čas me dregne. Dej no, rad bi slišal zgodbico o tem, kako smo premagali rumeno zver z rdečimi očmi. Se še spomniš? Vidim, da ne bo odnehal. Zato je bolje, da poskusim. Otroci, mi boste pomagali? Ježek Snežek, ukrepal si umirjeno in premišljeno. Poskrbel si za varnost družine, ter tudi za svojo varnost. Res si bister in pogumen. S tvojim znanjem so se otroci lahko naučili, kako pravilno ravnati med požarom. Še vedno je najpomembneje, da v primeru požara ostanemo kar se da mirni, brez panike, ter da poslušamo in upoštevamo navodila odrasle osebe. Skupaj z ježkom Snežkom pa vam želiva veliko znanja.
Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat je pred nami pravljica o prikupnem ježku Snežku, ki ga morda že poznate. Namreč Ježek Snežek kot knjižni junak nastopa v poučnih zgodbah, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni. Otroci, ali veste, kaj je potres? Potres je naraven pojav, pri katerem se tla nenadoma zatresejo. Ti tresljaji so lahko tako šibki, da jih niti ne občutimo. Včasih pa so tako močni, da se tudi kaj podre. Potresov ne moremo napovedati, niti jih ne moremo preprečiti. Lahko pa se nanje že vnaprej pripravimo. V tokratni zgodbi nas Ježek Snežek poduči, kako pravilno ravnati pred, med in po potresu. Zgodbo Ježek Snežek in potres je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije Ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl, za izdelavo plišastega knjižnega junaka pa je poskrbelo lutkovno gledališče Fru Fru. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Ježek Snežek in potres. Ko sem bil še čisto majhen, je prišel k meni pravi živi ježek. Ostal je in zdaj je že nekaj časa moj. Drugi otroci imajo kužke, mucke in papagaje, jaz imam ježka. Je edini jež na svetu z modrimi očmi in snežno belimi podicami. Zato ga kličem Snežek. Kot vsi otroci se tudi jaz rad pogovarjam. In ker imata mama in oče bolj malo časa, se največkrat pogovarjam z ježkom. Ja, z ježkom Snežkom. Odraslim se zdi čudno, da se pogovarjam z ježem. Pravijo, da se z ježi ni mogoče pogovarjati, ker ne govorijo istega jezika kot mi. No, se pač naučiš njihovega jezika, ali pa se oni naučijo tvojega. To res ni težko. Ježek Snežek je mene naučil govoriti po ježevsko, jaz pa njega po slovensko. Kako pameten je, čeprav je majhen. Saj vem, v knjigah piše, da so ježi gozdne živali, ki po noči kobacajo naokoli in si iščejo hrano, zimo pa prespijo. Moj ježek zna več kot samo to. Zna plesati in risati. Z mano se igra človek, ne jezi se. Skupaj kradeva piškote iz hrambe in skupaj sanjava. Moj ježek pa me je naučil še nekaj zelo pomembnega. Povedal vam bom, ker to lahko tudi vam nekoč pride zelo, zelo prav. Z očetom sva tisti dan prišla domov prva in tako je začel kuhati kosilo. Ali tudi vi težko čakate na kosilo? Jaz postanem ravno pred kosilom najbolj lačen. Včasih se ne morem upreti sladkarijam. Kako to razburi mamo in očeta, si lahko mislite? Začelo mi je krugliti v želodčku. Zdelo se mi je, da oče čisto prepočasi kuha. Ne zdržim več, sem šepnil ježku Snežku. Splaziva se v shrambo po piškote. Ježek Snežek je bil takoj za to. Dogovorile sva se, da bo on zamotil očeta, jaz pa bom ta čas izmaknil piškote. Toda očeta ni bilo treba zamotiti. Nekdo je pozvonil pri vratih. Oče je šel gledat, kdo je, jaz pa sem smuknil v shrambo. Hitro sem si nabasal žepe s piškoti.
Takrat pa so se stresla tla. Police v shrambi so se zamajale. Padel sem, name pa moka, sladkor, makaroni in cela gora piškotov. Slišal sem očeta, kako kriči: "Potres! Potres!" Vendar nisem mogel do njega. Postalo me je strah, kot mi ni bilo še nikoli prej. Niti po noči, pa sem se bal vseh vrst pošasti. Zagotovo bi me strah pojedel, če ne bi zagledal svojega ježka Snežka, kako teče k meni. Ježi imajo 4 tačke, zato lahko hodijo tudi, ko se tla močno tresajo. Prišel me je rešit. In ker je bil tako zelo pameten, je tudi zdaj dobro vedel, kaj storiti. Potegnil me je pod kuhinjsko mizo in me stisnil k sebi. Prijela sva se za eno od nog mize, da naju ni tako premetavalo sem in tja. Takrat je zid pri oknu počil in nekaj ometa je padlo po tleh. Ustrašil sem se. Ježek Snežek me je miril, da sva pod mizo na varnem, ker je trdna. Zdelo se mi je, da se svet nikoli ne bo nehal tresti. Pa se je. Nekaj časa sva še ostala pod mizo. Večkrat se je še malo zatreslo, potem pa je bilo čisto zares konec. Stisnil sem se k ježku Snežku in zajokal. Nikoli več ne bom kradel piškotov. Nikoli, nikoli več. Takrat sem mislil, da je bil potres kazen za moje dejanje. Ježek Snežek mi je razložil, da to ne gre tako. Vsak otrok kdaj pa kdaj kaj ušpiči, pa se zato še ne podre svet. Potresi se zgodijo zaradi premikov globoko v zemlji, ki so daleč stran od nas in nanje ne moremo vplivati. Šla sva v predsobo. Oče je stal med podboji vrat, čisto pri miru in ničesar ni rekel. Kaže, da so tudi očetje kdaj česa ustrašijo, čeprav so večinoma zelo pogumni. Zagotovo pa je zelo pogumen moj ježek. On je vzel v roke telefonsko slušalko in na številko 112 poklical reševalce. Takoj zatem je začel zvoniti očetov telefon. Bila je mama. Kmalu je pritekla domov in takoj sem izlezel v naročje. Šele takrat sem začutil, da se je vse dobro končalo. Od takrat se z ježkom Snežkom velikokrat igrava potres. Tisti, ki je na vrsti, lahko kadarkoli nenadoma zavpije potres. Drugi pa mora narediti vse, da se zavaruje. Hitro sem se naučil, da med potresom ne smem bežati iz hiše. Skriti se moram pod nekaj trdnega, mizo, klop ali posteljo in tam počakati do konca potresa. Kadar sem blizu vrat, stopim med podboje, kot je takrat naredil oče. Kaj pa, če bi se potres zgodil ravno, ko bi se s tabo sprehajal po ulici? Sem nekega dne vprašal ježka Snežka. No, ti bom pokazal, je zamrmral. Ko smo šli z očetom in mamo na sprehod, je nenadoma zavpil: potres! Bil sem zbegan. On pa me je potegnil za rokav in zdirjala sva stran od hiš in dreves. Ta bi se v pravem potresu lahko podrla na naju. Ustavila sva se šele sredi travnika v parku. Oče in mama sta bila huda. Ježek in jaz pa sva ležala na travi in se smejala. Bila sva na varnem. Nad nama so bili le puhasti oblaki, ki pa jih zlepa noben potres ne sklati z neba.
Bravo, Ježek Snežek, za umirjenost, poleg tega pa si res bister in pogumen. S tvojim znanjem so se otroci lahko naučili, kako ustrezno ravnati pred in med potresom, ter kako ravnati po potresu. Najpomembneje pa je, da ostanemo kar se da mirni, brez panike, ter da poslušamo in upoštevamo navodila odrasle osebe. Skupaj z Ježkom Snežkom vam želiva veliko znanja. Bravo, Ježek.